Zamisel, da bi v Sloveniji imeli elektronske volitve, je stara 14 let. Zelo resno so o tem projektu začeli razmišljati, ko je bil minister Gregor Virant. Prejšnji teden pa je v intervjuju za našo televizijo predsednik vlade Miro Cerar dejal, da bo vlada začela vpeljevati možnost elektronskih volitev. Taka namera je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Zanimalo nas je, katere so največje ovire za uvedbo glasovanja na daljavo oziroma po medmrežju. Zato smo se pogovarjali s predstavnikom Estonske volilne komisije. V tej državi so prve e-volitve namreč izpeljali že pred 9 leti. Mladim in izobraženim bomo dali več možnosti, da sodelujejo pri odločanju o pomembnih družbenih vprašanjih, je dejal predsednik vlade in napovedal, da bo njegova stranka predlagala uzakonitev elektronskih volitev. In danes so časi taki, da to omogoča, tehnika omogoča in zaradi nekih konzervativnih vidikov se nikamor ne premaknemo. Zato bom jaz ta predlog podal, da bodo tudi mladi lahko rekli, smo zadovoljni, nismo, da bodo imeli vpliv. Možnost, da svoj volilni glas preprosto in hitro oddajo z domačega kavča, imajo že skoraj desetletje volivci v Estoniji. They need to have a computer with internet access and to authenticate themselves they have the Estonian identity card, which pretty much everyone has. Pri uvedbi elektronskih volitev je ključna vzpostavitev sistema, ki mu volivci zaupajo, pravijo strokovnjaki. Razvoj teh sistemov zelo zahteven, kajti morajo tehnično izpolnjevati te visoke standarde demokratičnega oddajanja glasu, kot so varnost, kot so zanesljivost, kot so anonimnost. In tukaj potem, ko imamo vprašanje tehnologije, se vedno pojavljajo neki dvomi in pa strahovi. Na prvih e-volitvah v Estoniji leta 2007 je svoj glas prek interneta oddalo zgolj dobre 3% volivcev. Na letošnjih volitvah pa že vsak tretji Estonec. We have used internet voting now for 10 years and 8 elections. For the time being there has been no problems with internet voting, so the system has worked all the time. Glede na estonske izkušnje, sicer uvedba možnosti e-glasovanja sama ne poveča znatno volilne udeležbe. V Sloveniji imamo določen delež volilnega telesa, ki sploh ne hodi na volitve. Nek del hodi na volitve in nek del je pa labilen. Če lepo vreme pridejo, če ni lepo vreme ne pridejo. Ta tehnologija bi omogočala enemu majhnemu deležu aktivnega volilnega telesa, da bi takrat komuni, zavolj, da bi lahko kljub vsemu volil. Največja težava pri uvedbi e-volitev pa glede na izkušnje iz tujine ni zagotoviti tehnične pogoje ali pravno podlago, ampak doseči politično soglasje. Dober večer, gospod minister Boris Koprivnikar. Če postiva to temo, ali boste dobili 2/3 glasov za elektronske volitve ali ne. Prvo vprašanje, ki se postavlja, ali je Slovenija res tako tehnološko uspešna in napredna država, da lahko postanemo drugi primer za Estonijo, ki bi imel elektronske volitve? No, Slovenija je v zadnjem času tudi na tem tehnološkem področju izjemno napredovala. Imamo postavljen popolnoma nov državni računalniški oblak z čisto drugačnimi varnostnimi mehanizmi, ki so veliko boljši. Dobili smo celo mednarodne nagrade. Imamo vzpostavljen nov portal e-uprave, ki že danes omogoča preko 270 servisov online za državljane. Torej je tehnološko gledano Slovenija zelo, zelo v vrhu držav oziroma državnih uprav za svojo tehnologijo. Torej je to v današnjem času možno. Je pa ključna razlika med Slovenijo in Estonijo v tem, da imajo v Estoniji več kot 80% državljanov elektronski certifikat, ki so ga vgradili v osebne izkaznice. Pri nas ima pa elektronski certifikat zgolj 10% državljanov. Je to digitalno potrdilo? To je digitalno potrdilo, ki je ključ za to, da predstaviš varno, dokončno predstaviš, kdo si kot volilec. Ampak poglejte, če greva na ta znameniti primer Estonije, pri njih so vse baze povezane, ko se enkrat vnese podatek o izobrazbi, je na voljo vedno in na po vseh mestih. Mi še zdaleč nimamo tako povezane. Ampak tudi tukaj smo naredili kar korenite korake naprej. Če pogledate recimo samo socialni sistem, z njemu smo uspeli povezati 54 različnih baz državnih med seboj. Nekaj podobnega se nam dogaja tudi na sistemih e-uprave, tako da tukaj gremo zelo, zelo hitro naprej. Zelo dobro pa poznamo tudi estonski sistem, kjer imajo pa sam način povezovanja baz bistveno drugačen in oni so praktično že pred 20 leti uvedli pravilo, da se
vsak podatek zapiše samo enkrat, mi ga pa šele sedaj uvajamo in moramo na nek način, če se tako izrazim, delati red v podatkih in je to kar težko delo. Ampak, če sva poslušala pozorno prispevek, ta iluzija, da če bomo imeli elektronske volitve, bo pa več ljudi šlo na volitve, je pa treba odgovor za to, da bomo ljudi privabili na volitve iskati nekje drugje, verjetno ne v elektronskih volitvah. Zaveza SMC-ja je bila tako pri volitvah, kot tudi pri drugih novih tehnologijah, ki se pojavljajo, da damo ljudem možnost. Ključno je, da državljanom daš možnost izbire. In tudi estonski primer kaže, kot izjemno uspešen, da v najboljših primerih elektronsko voli približno 30% državljanov. Torej ne gre za to, da bi klasične volitve ukinjali, ne gre niti za to, da se bo bistveno spremenila volilna udeležba, gre pa za to, da želimo v večji meri privabiti mlade, kajti to je ključno, da se bolj aktivno vključijo v soupravljanje države. Pomembno je pa tudi to, da te tehnologije gredo naprej in verjeli ali ne, počasi in na vedno več področjih bomo morali uporabljati te tehnologije in če smo si v Sloveniji zadali, da bomo referenčna država na visokotehnoloških področjih, potem je to eden od primerov, ki ga dejansko tudi že udejanjamo. Zdaj me v istočnici ne narobe razumeti, vrnili ste se iz Združenih držav, mislim, da je to bil že kar nekaj vaših obiskov, je bilo tam skupaj z delegacijo. Ali opiranje Slovenije na ameriške tehnologije, ki so brez dvoma na prvem mestu v svetu, zagotavlja standarde evropske varnosti podatkov? Ali pri tem Slovenija ne pretirava, ko se navezuje na Ameriko? Mi smo javno večkrat zelo natančno poudarjali, kaj je namen tega obiska. Obisk je bil drugi, se pravi, jih lahko preštejemo. Prvi je bil usmerjen visokotehnološka podjetja, ki imajo neke produkte, za katere smo kot država zainteresirani, da jih lahko uporabljamo na sistemskem nivoju. Drugi obisk je bil pa fokusiran v dve temi: internetna varnost, prav to, o čemer govorimo, in drugo, vpeljevanje sodobnih poslovnih modelov, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah, kot so recimo oddajanje prostorov, prevoze in tako naprej. Mi se ne upiramo na ameriške tehnologije, ampak želimo vzpostaviti kontakt s temi korporacijami točno iz tega namena, ki ste ga vi omenili. Da jih prilagodimo tako, da bodo lahko uporabne v evropskem prostoru, ker vsi skupaj ugotavljamo, da imajo te tehnologije v evropskem prostoru zelo velike težave. Rešiti je potrebno pri tako imenovani sodelovalni ekonomiji 3 ključne zadeve. Delovno razmerje tistega, ki to izvaja, ker ni delavec v podjetju. Treba je rešiti obdavčitev in tok podatkov in denarja, da je to jasno in direktno in transparentno in enako kot za vse ostale, in pa varovanje potrošnikov. To so pa tiste zadeve, ki so v Evropi precej drugačne kot v Ameriki, in izkazalo se je, da so tudi te korporacije izjemno zainteresirane za eno odkrito sodelovanje, ker naletijo v vseh evropskih državah logično na težave pri uvajanju teh novih modelov. In tudi tukaj želimo biti referenčni, ne da bomo kar slepo nekaj vpeljevali, ampak da poiščemo možnosti, vendar take, ki bodo sprejemljive za našo zakonodajo. Torej zagotavljate, da slovenski državljani ne bomo kot na pladnju z vsemi svojimi podatki za vse tehnologije, ki jih prinesemo iz Amerike? A veste, kako je s temi podatki? Slovenski državljani že danes imamo podatke po številnih korporacijah po celem svetu. In če se vlada za te podatke ne zanima, potem niti ne vemo, kaj se s temi dogaja. Mi pa želimo aktivno spremljati in sodelovati pri tem, kaj se s temi podatki dogaja. Zato se moramo s temi tehnologijami seznaniti, jih sprejeti kot del realnosti in ne nazadnje jih moramo razumeti tudi kot izjemno poslovno priložnost za naprej. Slovenija v visokih tehnologijah lahko postane svetovno pomembna država. Imamo kadre? Imamo kadre, imamo tudi vrhunske projekte, imamo že vrhunske uspehe, vendar bo ena od prihodnjih izzivov, ključni izziv bo več visoko usposobljenega kadra, ki ga po celem svetu kronično primanjkuje. Bili smo na Stanfordu, na številnih drugih univerzah, v številnih podjetjih, povsod so Slovenci izjemno cenjeni in izjemno pripravljeni tudi pomagati domovini, da se bolje znajde v teh novih tehnologijah. Če se samo spomnim podatka, Estonija ima nekaj več kot 1 milijon prebivalcev, 100 000 ljudi je izobraževala v povezavi s vsemi temi elektronskimi zadevami, ki jih je upeljevala. Ali bo Slovenija šla v take izobraževalne procese, da bodo ti postopki potem tekli, recimo, spomnimo se ministra Rajka Pirnata, je rekel, denacionalizacijo bomo končali v 3 do 5 letih, 20 let se je vlekla, preden smo končali postopke. Postopki še danes niso končani, ki se z nekaj najbolj zapletenimi še vedno ukvarjamo. Estonija ima 1 400 000 prebivalcev, je sistematično izobraževala ta kader. Mi že danes imamo v Sloveniji veliko visoko usposobljenega tehnološkega kadra, tudi računalniški kader je zelo
primeren, pa vendar nove tehnologije prinašajo potrebo po novih znanjih. Veliki podatki, tako imenovani big data, komunikacije, internetna varnost in jaz z veseljem povem, da že danes konkretno testiramo vsebino izobraževalnih programov tudi s temi najbolj visokotehnološkimi korporacijami, ki točno povejo, mi bomo v prihodnosti potrebovali tak in tak kader, ker naš skriti namen, ki ga ne skrivamo preveč, je ravno to, da bi te korporacije v Sloveniji prepoznale tudi mesto, kjer lahko postavijo razvoj, ne pa samo klicne centre ali izvajanje nekih enostavnih storitev. Samo še eno kratko vprašanje. Sindikati javnega sektorja danes stopili so korak nazaj, ne več v enem letu, v 3 letih sprostitev vseh varčevalnih ukrepov. Lahko tudi vi, ki pridete nasproti, se še najde v proračunu kakšna luknja za javni sektor? No, sindikati so malenkostno popravili svoj protipredlog danes, s tem, da je bilo tudi že prej rečeno, da se pogovarjamo o 3 oziroma mi predlagamo 4 letih za sproščanje. Jasno je pa tudi povedano, da javnofinančne zmožnosti so prignane do roba. Morda bomo našli še kakšno možnost za nadaljevanje pogovorov, v katerih bomo absolutno vztrajali in še naprej iskali možnost, morda ne samo finančno, tudi drugo, ker si na vsak način želimo, da se sindikati dogovorimo, ohranimo mirnost in razvoj v tej državi. Hvala za te komentarje. Hvala lepa.